Predlog je, da se v ustavo vpiše novi člen, v katerem bo pisalo, da ima vsakdo pravico do pitne vode in v nadaljevanju, kdo lahko upravlja vodooskrbo v Republiki Sloveniji. In ta dikcija bo zapisana tako, da nobenih koncesij na področju vodooskrbe v Sloveniji ne moremo podeljevati. Zato, ker sedanja zakonodaja ni dovolj dobra zaščita, ker je mogoče za navadno večino spremeniti zakon. Zato, ker nas je vedno več na svetu, gospodarstvo zahteva vedno več vode, zahtevajo tudi kmetijstvo, urbanizacija, predvsem pa klimatske spremembe. So apetiti kapitala veliki in predvsem po vodi, da ni zdaj to problem nafta, kakor je bolj problematična voda in vsi vemo, da brez vode nas ni. To je prva peticija, ki je v dobrem mesecu dni zbrala preko 50 000 podpisov. In samo te podpisi, 50 000 podpisov, kaže, da so bili odzivi dobri. In tudi odzivi, recimo, ko so prihajali na naš uradni mail, da koliko so srečni, da smo se postavili za njih, koliko so srečni, da smo premaknili stvari. Odzivi so bili res iz srca. In to je bilo za mene, po moje, največ vredno. Verjetno najbolj to moti kapital, ta, ki zdaj izkorišča koncesije oziroma ki bi jih želel izkoriščati. Vsekakor finančne institucije in pa multinacionalke v prvi vrsti. Ni treba biti velik finančni analitik, da ugotoviš, da bo voda v prihodnosti tista dobrina, ki bo prinašala velike dobičke multinacionalkam, če bomo to dovolili. Po drugi strani pa bo seveda v Sloveniji motil ta zapis v ustavo tudi vse tiste, ki se do sedaj kot zasebne družbe ukvarjajo z oskrbo s pitno vodo. Jaz mislim, da na načelni ravni bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, ko bo prišlo do glasovanja v parlamentu. Jaz sem prepričan, da je več kot 2/3 poslank in poslancev za spremembo ustave in sem tudi prepričan, da če se bodo postopki dokaj hitro začeli izvajati v Državnem zboru, lahko spremenimo ustavo oziroma spremenijo ustavo pred poletjem 2016.